Kak pa, oprosti, hočeš ti? Sodelovanje z Ljubljano nas zanima. Kako sodelujete kaj s Slovenijo? To sprašujem zaradi tega, ker se mi je vsaj enkrat zgodilo, ko sem vas sklical, da sem vas vprašal na konec neko intervju, ampak izjave. Ne? Če vas je še kdo poklical iz Ljubljane in ste rekli, recimo vsaj enkrat je bilo tako, morda večkrat, da smo mi edini, ki smo vas poklicali. Ne piham sebi nič na dušo ali pa Radio Študent, ampak izkoriščam to za odskočno desko za vprašanje, kako sodelujete. Mediji pa politika. Oboje. Recimo, ker smo pač tu na Radiu Študent, je to seveda, vi ste tu dejansko tudi en pomemben faktor, ker v nasprotju z nekaterimi drugimi očitno zelo redno obveščate tudi o tem dogajanju pri nas na Koroškem, kar se mi zelo dopade. Je tudi tako, da se nekateri časopisi seveda tu in tam oglasijo in kaj sprašujejo, če je ravno kaj zelo perečega, ponovadi tedaj, če je res kakšen večji konflikt, recimo o nekih pozitivnih zadevah, ki se tudi dogajajo na Koroškem, predvsem na kulturnem, včasih na gospodarskem področju, o tem nikaj dosti slišati. Kar se pa tiče sedaj odnosa do politike v Sloveniji, pa tako, da smo mi že zelo zainteresirani kot politična stranka koroških Slovencev, da imamo en korekten in dober odnos do vseh merodajnih struktur v Republiki Sloveniji. Seveda je tu za nas pomemben nek državniški odnos. Recimo mi nismo tista struktura, ki bi potem po svetovno-nazorskih opredelitvah ravno trenutnih vlad navijali enkrat za tega, enkrat za onega. To ni naša stvar. Mi imamo jasne politične predstave, tudi želje, da pač Slovenija po svojih ustavnih obveznostih pomaga koroškim Slovencem in to nekako pričakujemo od vseh merodajnih političnih zastopnikov, ne glede na njihovo svetovno-nazorsko opredelitev. In ravno tako je tudi z gmotno podporo, ki jo slovenske strukture na Koroškem dobijo in zato smo zelo hvaležni in moram tudi reči, da brez te podpore bi veliko naših institucij sploh ne moglo več delovati, ker žal naša država, Avstrija, pri tem čist enostavno ne deluje po principu enakopravnosti večine in manjšine, ampak močno zapostavlja slovenske kulturne in druge institucije. O čemer bomo nedvomno še govorili, ne? Vendar preden preidemo na to, jaz bi vas vprašal, poznate primer Matije Graha, delovega dopisnika iz Dunaja, ne? Ki je bil pač odpoklican, ker si je takrat, pa nam niti rekel drzno, to je pač njegovo delo kot novinar, ne? Pač kritizirati neke izjave so strani Dimitrija Rupla. Povejte nam svoje mnenje pač v zvezi, kak vi to vidite? Ste kaj izgubili s tem, ko je bil Grah odpoklican? No, mi smo, tudi to povem, mislim, Matija Grah je po moji oceni zelo dobro poročal o dogajanjih pri nas na Koroškem in je pač tudi bil, kot je to prav za novinarje, tudi kritičen novinar, ne? In včasih ocenil stvari tudi iz ozadja in je marsikaj slišal in videl. In seveda je pa tako, in to pa moram tudi povedati zraven, da tudi to ni naša stvar, da bi se sedaj recimo utikavali v neke uredniške odločitve pri nekem časopisu. Mi smo bili razočarani nad tem, kar se je s gospodom Grahom zgodilo. Nismo pa mnenja, in če smem to pokomentirati, a to vam paše ali ne, pa vendarle rečem, da bi recimo tako grozno bilo v Sloveniji, češ, da sploh nič ne funkcionira, kar se tiče medijskega pluralizma, tako kot včasih tudi skušate nekateri novinari dopovedati. Jaz tega vtisa nimam, če vaše časopise berem, potem mislim, da se tudi dost kritično poroča in da je to tudi v redu tako in mislim, da je tudi odraz ene normalne demokracije, da se lahko brez konsekvenc tudi kritično poroča o delu trenutnih oblastnikov. Mislim, tisto pa je problem, če se zaradi kakšnega kritičnega članka potem odpokliče kakšnega urednika ali pa da politika morda neposredno vpliva na to. To je podobno temu, kar mi... To so že špekulacije, o katerih nam niti ni treba. Mene zanima sem, če poznate ta primer. Poznam ta primer. Se tam se šlo, kolikor vem, se šlo za ustavni zakon, za katerega je Rupel najprej pravil, da je dober. Potem je Grah napisal ta članek, oziroma je tudi bil v konfliktu z veleposlanikom na Dunaju
in potem je prišel do vseh. Kaj pa vi mislite o tem ustavnem zakonu, ko je bil Mislim, tam je Grah v bistvu napisal ravno to, kar je fakt. V bistvu je šlo za to, da smo mi prav čas svarili tudi zunanje politiko Republike Slovenije, da koroški Slovenci na nek model, ki bi v bistvu na ustavni ravni izpodjedal člen 7 državne pogodbe, da na tak model koroški Slovenci pod nobenimi pogoji ne moremo in ne bomo prestali. In to je gospod Rupel vedel. In seveda potem smo mi bili pa zelo razočarani, to pa priznam, ko je v bistvu bil nek tak model na mizi in preden, da bi kdo iz zunanje politike iskal stik do nas in nas vprašal, kako to stvar ocenjujemo, je gospod zunanji minister Rupel nekje v javnosti rekel, da je očitno uspelo doseči eno dobro rešitev, ki jo bodo tudi pozdravili koroški Slovenci. Mislim, tako si mi to ne predstavljamo, ker po moji oceni bi moral biti potek sledeči, da bi v takem primeru gospod Rupel ali pa, če že ne on sam, pač veleposlanik slovenski na Dunaju poklical predstavnik koroških Slovencev, rekel, to in to je zdaj na mizi, kako bi mi skupno razvili eno strategijo, da v javnosti nekako usklajeno nastopimo. Potem je to bila optika maksimalno slaba, ker je na eni strani bil Rupel že svojo izjavo v javnosti in nam v bistvu ni preostalo nič drugega, kot pa da smo ga na nek način popravljali. In to dela v javnosti eno sliko, kot pa da bi tu ne bilo nobene usklajenosti in da en ne ve za to, kaj dela drugi. Bi sam izpostavil eno zanimivo analogijo s Slovenijo, ko govorimo normalno, da vi ne boste pristali na nič drugega kot člen 7, kar je ustavna odločba. Ampak zanimivo je v slovenski politiki je podobno dejstvo izbrisani, pa isto imamo ustavno odločbo, pa kljub temu se zdaj gre na isto žogo, da bi sprejeli ustavni zakon, ki jim sicer ne bo uspelo, se pravi, mogoče po tej analogiji gledajo tudi tukaj tako, da je pa to nek kompromis, da mogoče vidite kakvo analogijo. Ne. Ja, veste, to je dejansko, jaz mislim, da je žalostno v moderni Evropi, če se skuša neke ustavno-pravno zajamčene pravice izpodkopati za novimi ustavnimi zakoni in v bistvu postaviti ustavo na neke druge temelje. To je tako, kot bi v 50 minuti nogometne tekme spreminjal pravila igre. In rekel, zato ker se slučajno 3-0 v ozadju, pa offside od zdaj naprej ne velja več, recimo. To ni resno, ne? In za tak pristop mi nismo. Mi smo tu za zelo korektne politične poteze in bomo tudi, kar se tiče teh ustavnih določil, vedno zelo, zelo skrbno pazili, da se nam teh ustavnih določil, da se to ne izpodkopa, ker konec koncev vemo, da brez tega člena 7 te ustavne zaščite bi naša pozicija bila seveda veliko, veliko slabša in tudi vemo, da naši nasprotniki že ne vem koliko let prežijo na tem, da bi nam tako uničili ravno ta mednarodno pravno zaščito in v bistvu potem nekako odsekali eno glavnih nog, na kateri pač stoji celotna zgradba manjšinske zaščite v Avstriji. Zdaj, mi vas velikokrat pokličemo, da pokomentirate kakšno aktualno politično dogajanje tu v Avstriji, recimo kakšne volitve ali kakšno tako dogajanje, pa me zanima, kako spremljate, recimo, spremljate dosti tudi slovensko notranje politično prizorišče? Zelo redno spremljamo slovensko notranje politično prizorišče, tako preko časopisov, kot tudi preko televizije. Sicer dobim samo državno televizijo, prvi in drugi program in imam tudi s tem, da imam osebna poznanstva, pravzaprav v vseh političnih strankah, kar dobro osebna poznanstva, seveda to zelo, zelo tesno spremljam in me seveda tudi zanima, kako bo šel razvoj Slovenije naprej. Ja, no,